Lep pozdrav v podcastu Odmev tedna. Tokrat je naš odmev seveda vojno obarvan. Z nami je komentator Aljuš Pertinač. Aljuš, pozdravljeni. Dober dan in hvala za povabilo. Torej, vojna se je začela, tretja svetovna vojna, ali je to lokalni spopad. Zdaj vidimo, da pač čez vikend sta ZDA pa Izrael oba skupaj napadla Iran. Ja, drži. Zdaj, po mednarodnem pravu, ne vem sicer, koliko to še velja, ne? Ja. Tem lahko tudi kakšno besedo mogoče rečeva. Uradno ne gre za vojno, ker nihče izmed vpletenih strani ni drugi strani napovedal vojne. Ne? Vidimo, da sicer v besedah se to uporablja, posebej strani najvišjih predstavnikov ZDA, ampak ko pa pojasnjuje domači javnosti, politični in drugi, kaj se dogaja, pa trdijo, da ne gre za vojno, ker če bi šlo, bi potem predsednik ZDA Trump potreboval odobritev kongresa za to, kar ameriška vojska tam počne. Ne? Ja, v bistvu pričakovano, nepričakovano bi rekel, se je to zgodilo. No. Jaz upam, da to ne bo uvod v tretjo svetovno vojno, vam pa kar že zdaj priznam, da ne vem, kako se bo to končalo. Nisem optimist, da se bo končalo podobno, kot se je lani, ne? Po 12 dnevih. Takrat je sicer šlo bolj za spopad Izraela pa Irana, pa so potem Američani na koncu se vključili bolj simbolično. No? Ker to, kar se zdaj dogaja, tudi vidimo sami, da nihče ni pričakoval, se mi zdi, tega razpleta in tega odgovora iranske strani. In zgleda, da tisti, ki so arhitekti tega napada, niso dobro premislili ali pa so imeli napačne ocene o tem, kaj se bo zgodilo. Ne. To vidimo tudi potem, kako se praktično dnevno spreminja napovedan čas trajanja teh spopadov in kaj je bil povod oziroma cilj. Ne. Začeli smo s tem, da pač menjava režima, potem se je to spremenilo, ne, in se praktično ves čas spreminja. Zdaj ta zadnja verzija je, da so pač ZDA morali napasti Iran, ker je Izrael rekel, da bojo oni to naredili z njimi ali pa brez njih. Ne. Predtem je predsednik Trump omenjal, da bi Iranci naj v 14 dnevih dobili jedrsko orožje, če ne bilo tega napada, kar je nenavadno, ker na njegovi spletni strani je še zmeraj obvestilo, da so lani v zračnih napadih nevidnih bombnikov B-2 popolnoma uničili iranski jedrski program. Ne. Jaz se bojim, da je primarni razlog za to, kar se dogaja, so notranje politični razlogi, tako v ZDA kot v Izraelu. Vemo, da priljubljenost predsednika Trumpa je rekordno nizka, celo manj priljubljen je od bivšega predsednika Bidena. Bližajo se te vmesne kongresne volitve v ZDA, ki so dosti pomembne. Po drugi strani tudi izraelski premijer Netanjahu ima doma zelo veliko notranje političnih problemov, celo več kazenskih procesov in se mi dozdeva, no, da je to pač poglavitni razlog. Zdaj, zakaj pa so bile tak napačne ocene, da bo recimo uboj, usmrtitev pač, a je tole Hameneja povzročila kar spremembo režima v Iranu, pa ne vem, ne. Izkušnje nas učijo, da te spremembe režimov tudi tam, kjer so se zgodile, niso prinesle nič dobrega. Imamo pa svežo izkušnjo iz Venezuele, ne, kjer so recimo aretirali predsednika Madura, pa se tudi z vidika režima ali pa z vidika Venezuelcev se nikaj dosti spremenilo. To, da zdaj Venezuela prodaja nafto in zato ZDA prej pa ni, za razmere tam politične in življenje ljudi se bojim, ne pomeni kaj dosti. No, seveda je vprašanje, ali gre tudi tu za neke energente, kdo ima zdaj tu korist, kaj bi bilo tu neko ekonomsko ozadje, ne nazadnje? Ja, lahko bi šlo, ampak kakor vidimo, razvoj dogodkov kaže, da je prej, bi rekel, kontraproduktivno to. Ne? Zdaj, mogoče je intervencija ZDA v Venezueli povezana s tem, da so si želeli zagotoviti dostop do venezuelske nafte, ravno zaradi tega, če bi se pač zakompliciralo, bi rekel, z energenti na Bližnjem vzhodu, a ne? Ampak ne vem, kaj točno se bo zgodilo, če se bodo ti napadi na energetsko infrastrukturo, ne? Ki jih zdaj začel izvajati Iran, nadaljevala, ne? Ker transport je že bistveno omejen, ne? Ja. Ta hormuška ožina je praktično zaprta, ne? Iranci pravijo, da dovolijo prehod samo
ruskim in kitajskim ladjam, oziroma da ne dovolijo prehoda Američanom njihovim zaveznikom. Ne. Ja. Potem vemo, da na drugi strani arabskega polotoka so ti nesrečni Hutiji, ne, ki lahko zaprejo pač vhod v Rdeče morje, Sueški prekop. Ne. Nažalost, tako kot pravijo predstavniki našega zunanjega ministrstva, pot okoli Afrike ne traja samo 10 do 14 ur z ladjo, ne, tako da je malo daljša. Tako da, ne vem, nič dobrega, no, se mi zdi, predvsem pa, tako sem rekel že prej, ne vidim, kako bi se to lahko končalo na nek, bi rekel, način, ki bi bil sprejemljiv za te notranje politične razmere v Izraelu pa v ZDA. Ne. Teoretično sicer lahko predsednik Trump že jutro razglasi zmago, ne. Ja. On s tem nima težav, ampak se mi zdi, da za razliko od lani, ko po 12 dnevih teh spopadov sem imel občutek, da so vse strani nekako bolj ali manj zadovoljne, da so se prekinili. Tokrat Iran ne bo pač se zadovoljil s tem, da razglasi zmago ZDA, pa oni razglasijo zmago, pa je pol konc. Ampak mislim, da bojo nadaljevali s temi asimetričnimi pač napadi in ne vem, kaj je tu rešitev. Ne vem tudi, kako bodo ZDA pač upravičile ali pa nadomestile to izgubo, ki jo imajo v smislu, da so zaprli praktično vsa veleposlaništva v vseh okoliških državah, to se mi zdi brez precedensa, in da praktično ne morejo uporabljati svojih vojaških baz, ki so v dosegu iranskega orožja. Ne. To so pa že, bi rekel, strateške stvari, ki grejo bistveno čez aktualen trenutek ali pa aktualne politične razmere kjerkoli. Ne. Vidimo, da tudi Izrael se spet zapleta pač ponovno v spopade drugje. Ne. Aktivirale so se proiranske milice, aktiviral se je proiranski Hezbolah v Libanonu. Vse to seveda stane, zahteva človeška življenja, onemogoča tudi normalno trgovino. Vemo, da zalivske države so odvisne od uvoza hrane, ne? Praktično 80 do 90% hrane uvažajo. To zdaj ni mogoče, če so letališča zaprta, če ladje ne morejo do njih. Tako da težava, ki jo jaz vidim, je ta, da za to, da bi Izrael in ZDA pač vojaško ali kako drugače porazila Iran, so bistveno višji pogoji, kot pa zato, da Iran zmaga v narekovajih. Ne, Iran zato, da zmaga, mora sam preživeti. Se pravi, režim, ki trenutno vlada v Iranu, mora praktično zgolj preživeti. Ne. Ja, pa nič ne kaže, da bi... In zaenkrat kaže, da mu to relativno dobro uspeva. Ja. Nekih notranjih teh nemirov, bi rekel, ni videti, ali pa da bi se obetala kakšna sprememba oblasti. Orožja jim tudi očitno ne bo zmanjkalo, konec koncev so se dolg časa na to pripravljali. Je pa na nek način tragično, no, da če je že kdo do zdaj blokiral ta iranski jedrski program, izdelavo jedrskega orožja, je bil to ravno zdaj pokojni pač verski voditelj Hameneja, ne, ki je v zvezi s tem celo izdal fatvo. Zdaj, kdorkoli bo že njegov naslednik, vprašanje bo imel enako stališče. Tako da res neprijetne stvari za ljudi, ki so neposredno vpleteni, pa tudi za vse nas. Še posebej zato, ker sta napad sprožile naša zavezniška država iz NATO in v bistvu dve prijateljski državi, ZDA in Izrael. In hočeš nočeš, mi seveda pač podpiramo svoje zaveznike in prijateljske države, ampak po drugi strani se lahko pravičeno sprašujemo, če je to, kar so storili, pametno in kako to tudi na nas vpliva. No zdaj, samo še ena stvar v zvezi s to vojno, ki nastaja, raste, ne vemo, kaj bo z njo. Zaskrbelo nas je, ker je generalni sekretar NATO Mark Rutte dejal, da seveda ni izključil možnosti sodelovanja zavezništva v vsem tem, to je ena stvar. Potem iranski dron je letel do Cipra, se je zaprl ciprski prostor, to se pravi, to je že zelo blizu nas, to je praktično Sredozemlje in zdaj recimo Američani pravijo, če poslušamo te kongresnike, ne, in te analitike, da vendarle ne bo tako zlahka šlo, da bo vendarle treba napotiti vojsko v Teheran, v Iran, to se pravi boots on the ground, ne, to so škorni bomo mogli stopiti v ozemlje in tudi Kurde mislijo angažirati. Torej, to je vse neka zmešnjava, ki lahko pljuskne tudi na nas. Absolutno. Tu je možno je več vplivov na nas ali pa na Evropo. Ne.
imate prav, pač te, bi rekel, Južni Balkan ali pa te države, recimo ob Črnem morju, Romunija, Bolgarija, Grčija, so že v dosegu tega iranskega orožja. Po drugi strani lahko se sprožijo kakšni veliki begunski vali, to je spet pritisk na Evropo. Ne moramo izključiti tudi primere pač terorizma. Sicer je treba vedeti, da Iran je v bistvu glavna žrtev skoraj islamskega terorizma, ni tisti, ki bi bil največji sponzor islamskega terorizma. Če izvzamemo pač Palestino, zasedena ozemlja, pa Izraela, Iran ni sponzor, to so pač sunitska veja islama, je odgovorna za 80% vseh terorističnih napadov na svetu in te so smrtni sovražniki pač Irancev, ki so šiiti. Sem hotel pa to reči v zvezi s tem, kar sprašujete. Ja, zaskrbljujoče bi bilo, če bi se NATO vključil v te spopade. Meni se zdi, da mogoče se malo kratkovidno ponavljajo recepti, ki so bili v narekovajih uspešni prej. Recimo ameriško posredovanje v Afganistanu se je tako začelo, da je pač so se oborožili Kurdi pa tiste, bi rekel, opozicija proti Talibanom znotraj Afganistana, ki je dobivala ameriško vojaško pomoč in zračno podporo in tako naprej, ampak vidimo, kaj se je v Afganistanu zgodilo. Po 20 letih so spet na oblasti Talibani. Zakaj recimo ZDA pa Izrael nista šla reševati afganistanskih žensk, če je to bil motiv za napad, ker to se tudi vmes omenja. Zdaj, Iran je še bistveno večja država od Afganistana, bistveno več prebivalcev, tudi bistveno vojaško močnejša kot Afganistan. Tako da bi rekel, neka kopenska invazija resna, ne to, da bi nahecali neke kurdske milice, da grejo po poslovno žerjavcem, ampak vidimo, da tudi tu zaenkrat ni velikega interesa, ker Kurdi so že trpeli veliko vojni v Siriji, imajo na svojih severnih mejah Turčijo, so praktično. Tako da jaz ne vidim realne možnosti za to, da bi šli ZDA v neko kopensko invazijo v Iran. To bi potem lahko govorili res o nekih ogromnih žrtvah, ranga kakšnega Vietnama ali pa še več. In ne vemo, kako bi se odzvala recimo Rusija pa Kitajska na kaj takega. Imamo pa izjavo zelo svežo, mislim, da od včeraj ruskega zunanjega ministra, ki je rekel direktno, da bosta Rusija in Kitajska naredile vse, da ZDA in Izrael ne uspeta. Da bodo naredili vse. Zdaj ne vem, kaj je s tem mislil vse, ampak to nas lahko skrbi, ker ko začnejo vsi delati vse, pa ne vemo, kje končamo. No, zdaj, če pridemo na te naše razmere, Tanja Fajon, ki vodi žensko zunanjo politiko, je seveda s svojimi prijatelji, to je slika, ki je bila objavljena v medijih, ne od zdaj že odprej, ampak ona je zelo prijateljsko navezana na ves ta arabski svet, kjer se ne zavzema za ženske, čeprav vodi žensko zunanjo politiko, je spet podprla iransko ljudstvo. V tem trenutku, ko je pravzaprav na tem območju obtičalo nekaj, to se pravi 1000, pa mogoče še ljudje, ki se vračajo, najmanj 1000 Slovencev, ona podpira iransko ljudstvo. Vse se zavzema seveda za mednarodno pravo, ampak Bogomil Ferfila je dejal v enem intervjuju, tu pa je profesor na FDV, Slovenija skuša nastopati kot pomembna urejevalka svetovnega dogajanja, kar je neumnost. Ja, se strinjam. Mislim, pač mi nimamo niti položaja, niti resursov, niti strateških interesov, da bi tu igrali neko aktivno vlogo. Dejansko smo pač odvisni od teh nekih svetovnih tokov, od odločitev naših zaveznikov. Lahko seveda prispevamo po svojih močeh in tam, kjer prispevamo v skladu s svojimi sposobnosti, sem jaz prepričan, da smo zaupanja vreden partner, pa tudi lahko učinkovit, ampak ja, kaže se neka to polehanje, da ne rečem bolestna želja po neki pomembnosti in po komentiranju stvari, ki so še za veliko močnejše države, pač bi rekel, izven njihove moči. In neznanka. Ja, je pa tudi res, da slovenska zunanja politika je, se bojim, v tem mandatu odvisna od pač čustvenih stanj zunanje ministrice.
neusklajenosti med predsednico republike, ki itak tudi brez političnih izkušenj, predsednikom vlade, ki tudi z zelo omejenimi političnimi izkušnjami, posebej na zunanje političnem področju, pa posebej na tako visokih funkcijah, kot je mesto predsednika vlade. In tako kot na vse politike, tudi notranje, na vseh resorjih se vodijo, se tudi to vodijo. Ne? Se pravi, neka hipna, bi rekel, hipne emocije, hipna prepričanja, sledenje nekim medijskim ali pa popularnim trendom in rezultati so potem vidni. Ne? Ja, ampak lahko se pa zgodi, ne, da bo tista 1 milijarda ameriških dolarjev, ki jih je Nova Ljubljanska banka oprala, ne moramo drugače reči, ne, ker je bil denar nakazan na neke Miki Miške, pa Donalde Račke, pa ne vemo na koga, ne, da bo ta afera zdaj dobila imena in priimke, da bo ta Miki Mišek dobil neko ime. Mislite, da se mora tudi Tanja Fajon bati, oziroma ta politika? Mislim, da ona ni bila v to vključena. Če kaj bi rekel, da za njeno politično kariero do nastopa mesta zunanje ministrice je bila zelo proameriško usmerjena. Če pogledamo njeno delo v Evropskem parlamentu, tudi vis-a-vis pač Zahodnega Balkana, pa sicer ona je recimo 2-krat dosegla, da je Evropski parlament odpravil šengenske vize za države Zahodnega Balkana, Albanijo in tako naprej. Ne? To je bil izrazit ameriški interes, dosti je tudi potovala zmeraj v Washington. Kaj se je spremenilo, ko je postala zunanja ministrica, točno ne vem, no? Ampak zdaj je bolj na tej protiameriški, bi rekel, liniji, ki jo vodijo v Evropi predvsem države, kot je Španija, ne? Se pravi socialistična vlada v Španiji in tako naprej. Težava je, kot že rečeno, da Slovenija je majhna. Slovenija more seveda pač imeti neko ekvidistanco do svetovnih sil, pa zavedati se mora, da je članica EU in NATO, ne? In na nek način pač moramo slediti tej skupni politiki. Boljš bi bilo, da bi znotraj teh inštitucij vplivali mogoče na to, da se določene odločitve ne bi sprejemale ali da bi se sprejemale drugačne odločitve, kot da se bojujemo, tako rekel, na družbenih omrežjih. Je pa seveda lažje se bojevati na družbenih omrežjih, kot pa početi to, kar sem prej navedel. Ampak kdo bo zdaj ta Miki Mišek? Ne vem, to težko rečem. Zdaj jaz bi rekel tako, ne, da če je bila oprana milijarda evrov preko Nove Ljubljanske banke za Iran, potem gotovo to ni moglo iti, če je že šlo mimo oči vseh nadzornih inštitucij v Sloveniji, kar tudi dvomim, gotovo ni šlo to mimo oči pač tujih velesil, posebej ZDA. Vemo, da ZDA imajo najmočnejši obveščevalni aparat na svetu in ne verjamem, da bi lahko Iranci oprali milijarde evrov prek NLB-ja, pa to ne bi opazili. Lahko, da je tu šlo, špekuliram, ne vem, lahko, da je tu šlo za kakšno, zakaj niso takrat recimo odreagirali, ko bi lahko, ne? Mislim, da ne glede na to, katera oblast slovenska je, na neko tako neposredno intervencijo ZDA bi pač mogla odreagirati. Težko bi temu izognila. Mogoče ni bilo reakcije, ker je mogoče tu šlo za neko vezano trgovino. Takrat je bil v veljavi ta sporazum, ne? Ki ga je sklenil pač takratna ameriška administracija Clintona z Iranom, se pravi o neširjenju jedrskega orožja in mogoče, da pač je šlo tu za kakšno vezano trgovino. Vprašanje je, zakaj se je ta denar recimo v resnici porabil. Ne? Res pa je, da ne glede na to, pač slovenske inštitucije bi morale odreagirati. Ne? Ampak, a veste, če ob nakazilih, ne vem, povezanih z ljubljanskim županom na Kajmanske otoke, ne, bojda najbolj ugleden slovenski notar, ne, mislim, da se piše gospod Košak, izjavi, da on ni zaznal nič nepravilnega, ne. Pol se ne gre čuditi, da tudi pri milijardi evrov, ki gre na račune Miki Mišk, nihče pri nas ni zaznal nič nenavadnega. Nenavadnega se je izrazil, se upravičujem. Ampak dejansko, ne, potem seveda smo tudi tu stopili na stran Španije, Trump je že nezadovoljen s Španijo. Kaj zdaj to pomeni za Slovenijo, če smo pravzaprav v tej igri, nismo urejevalci svetovnega dogajanja, ampak smo pa mogoče neka, bom tako rekla, pogojno pa naj mi ne zamerijo, banana država, mislim, za vse tele. Mi se ne bi smeli na ta način opredeljevati. Jaz pač lahko so meni ta stališča, ki jih aktualna Slovenija zavzema v zunanje politično blizu ali pa mi niso blizu, to nima veze.
gre za realno politiko. Ne? Se pravi, mi bi morali si prizadevati k temu, da smo, kar bi lahko teoretično upravljali, se pravi, vlodo nekega mediatorja, povezovalca, lahko smo glas razuma, ne moramo pa nekih out stališč zastopati, ker se to nikjer ne pozna. A ne? Se pravi, če se jaz grem dret v Triglavsko severno steno, se steni nič ne bo zgodilo zaradi tega. Ne? Lahko imam pa jaz boljši občutek. Ampak tako kot pravim, ne? Najvišjim predstavnikom slovenske države nažalost gre pa za njihove občutke. Ne? Se pravi, da se oni počutijo pomembne, da se njim zdi fajn, da so naredili to, kar jim njihov moralni imperativ zdaj dejanski ali zgrešen nalaga in to jim je dovolj. Ne? Skratka, da so pomirili svojo vest. Ne ukvarjajo se s tem, da bi upravljali s to državo v najboljši korist njenih državljanov in ne ukvarjajo se s tem, da bi zasledovali strateške interese Slovenije, ker jih te ni zanimajo, niti nimajo pojma, kaj bi ti bili. Izven tega, da se imajo oni fajn. In vidimo, da v bistvu razumejo svoje funkcije bolj kot neko sredstvo za preživljanje prostega časa na oblasti in uživanja. No, seveda je pa ta teden Tanja Fajon, pa sploh vsa vlada pogrnila na celi črti, kar se tiče repatriacije oziroma reševanja slovenskih državljanov iz tega vojnega bližnjevzhodnega področja. Zdaj, prva stvar, moram reči, da sem jaz zaprepadana, ker tudi precej potujem pa z agencijami. Tanja Fajon pove neko bučo, bom rekla. Dobro, to je zdaj letališče v Dohi. Ne? Tu sploh še nismo nikoga reševali. Ampak prva stvar, ki jo reče Tanja Fajon, šokantno, obrnite se na agencije. Ampak čakajte malo, kaj naj naredi neka agencija, če je vojna, tukaj mora država začeti reševati. To je to, kar pravim. Ne? Se pravi, oni so tam, da uživajo, ne? In zdaj, kar naenkrat nekdo pride in trka na vrata s katerimkoli problemom že. Ne? Vse lahko potegneva vzporednice. Ne? Se zgodijo poplave, ne? In imamo predsednika vlade Goloba, ki tam jamra, ne? Zakaj se je njemu to zgodilo, on je mogel zdaj prekiniti v času dopusta. Njemu se ni nič zgodilo. Ne? On je slučajno predsednik vlade, ne bi to po mojem mnenju nikoli smel pustiti, pa je. In tam uživa. Ne? In zdaj bi nekdo rad, da prekine to uživancijo. In ista je reakcija zunanje ministrice. Ne? Se pravi, to ni moj problem, obrnite se na agencije. Ne? Pol ugotovijo, da imajo volitve praktično čez 14 dni, verjetno, ne? In da mogoče to ni najboljši in da mogoče je tudi kakšen volivec, ki čaka zdaj tam na letališču ali v Dohi ali v Dubaju ali kjerkoli že, da bo prišel nazaj domov. Dajmo zdaj mi nekaj za njih kukar narediti in se tega lotijo, kot se lotijo vseh stvari. Se pravi, po en strani hočejo iz tega vleči neke notranje politične PR-ovske točke, po drugi strani pa spet prek nekih prijateljev, očitno se odločijo za najdražjo, v praksi najbolj, ne morem drugače reči, butasto varianto. To, da je ta prvo letalo z najbolj, bi rekel, evakuacije potrebnimi ljudmi praktično prišlo na Brnik pol ure prej, kot 2 letali s tistimi, ki niso bili prioritetni. Ki niso nikamor šli. In so spali očitno tam, kjer so bili nastanjeni, lepo, niso bili celo noč na letališču, vse pove, ne. Tudi to, da so praktično vse druge države, tudi naše sosednje, že prej uspele spraviti državljane nazaj v svojo domovino, bi si upal reči za bistveno nižje stroške. No? Ker ta prvotna ocena 1,5 milijona evrov za par čarterskih poletov se mi zdi pretirana. Jaz verjamem, da bi se to dalo drugače urediti, ampak z oblastjo, kakršno imamo, ne gre. Ne? Kar so najemali iz urada predsednika vlade, se tudi sprašujemo, kaj ima zdaj ta urad za to je v bistvu, Golob ima verjetno občutek, da on sam za to poskrbel. Se tudi vidimo te neke videe, ki jih njegova soproga pol objavlja, kjer bo on. On ne razume, da je njegova naloga kot predsednika vlade, da to uredi. Se pravi, da državni aparat pod njegovim vodstvom to uredi. On misli, da je to zdaj neki posebna dosežek, da se on tega loto ali da on za neko uslugo nekomu dela in on je edini, ki to počne, drugi tega ne bi. To je popolnoma zgrešeno gledanje. Ti ljudje sploh ne razumejo, da so tam zato, da rešujejo probleme navadnih ljudi. Tega se niso naučili v 4 letih in se tudi zdaj par tednov pred volitvam ne bojo. Dobro, zdaj v igri so nekako 3 letališča. Eno je Doha, tole letališče sploh še nima nobenih povezav, to je tale Medvedek, potem je Dubaj,
dubajsko letališče, ne, to je Dubaj, tu je tudi praktično največ Slovencev. Problem je s tistimi, ki so ostali v Katarju, pa praktično je še zaprta zračni prostor, ne morejo nikamor in potem, kot smo rekli, ne, v teh scenarijih do zdaj se je na začetku za te najbolj ogrožene, videli smo celo sliko dojenčka, ki je ležal na tleh, to ljudje objavljajo svoje posnetke in so zdaj končno prišli v Ljubljano. Zdaj se je za njih je padla odločitev, da so jih kot prve vozili čez puščavo, čez hribe med Dubajem in Omanom, je gorovje, ne. Skratka, vozili so jih več ur v Oman, ostali so na letališču brez kakršnihkoli informacij, telefoni se niso odzivali, ne. Niso vedeli enkrat tako, drugič drugače. Človek se sprašuje, pa kaj je to, komu se je zmešalo tukaj? Kako, da ljudje, ki so plačani za to, ne vzpostavijo dodatnih telefonskih številk, ne pošljajo tja nekih agentov oziroma uradnikov, kaj se je po vašem mnenju dogajalo? To je to, kar so prej govorila. Naš aparat je pač objektivno omejen. Omejen je z objektivnimi okoliščinami, pač Slovenija, majhna država, ima majhno diplomatsko mrežo, omejene resurse. Omejen je pa tudi s subjektivnimi dejavniki, to pa je, da imamo pač na ključnih položajih ljudi, ki ne znajo odreagirati ali pa odreagirajo histerično, naredijo več škode kot koristi. Jaz nobenemu ne prvošim, da je kjerkoli ustavil, ampak dejansko gre tu za višjo silo. Zdaj lahko je biti po bitki pameten, ampak najboljše v takih primerih v prvem znaku, pač če se le da čim prej odpotovati iz nevarnega območja, če se to ne da, bi pa pač Slovenija se po mojem mnenju mogla aktivno priključiti tem reševalnim naporom kakšne večje države. Čeprav so tudi tu razlike. Recimo ena Nemčija je pač samo rekla, da bo neke minimalne stroške pokrila, da se ne bo veliko s tem ukvarjala in tako naprej, ampak drugim državam je lažje, imajo lastne resurse, imajo lastne letala in tako naprej. Tudi Slovenija je kupila neko letalo, zdaj to letalo bi pač lahko letelo sem pa tja, pa tudi ljudi recimo vozilo nazaj v Slovenijo, ali pa lahko bi sprejeli kakšno ponudbo, mislim, da je bila češka letalska družba, ki je to hitreje ponujala za manj denarja, ampak a veste, ko se že kaj takega zgodi, zdaj bivši predsednik republike Danilo Türk, ki, kakor jaz vem, nikoli ni delal v letalstvu, zdaj po nekih svojih povezavah to neki rihta. V Jordanu. Ja, to je pač približno tako, kot če bi družinska firma ali pa midva imava tam neko oštarijo, nek kafič, in zdaj noben ne bo spraševal, kje je midva pijača nabavljama, ali od prijatelja, ali kje, ali kako, ali greva po uradni poti. Tisto, kar je žalostno, je to, da mi vedno znova ugotavljamo, da če bi šli skoraj na internet, malo poenostavljam, pa klikali, bi to prej se zgodilo boljše za ljudi, pa z manjšimi stroški, kot zdaj po teh silnih nekih naporih, po nekih zvezah in ne vem kaj. Vse podobno je bilo tudi med epidemijo, če se spomnite pri nabavljanju medicinske opreme. Tam so tudi največ časa porabili za to, da so iskali, kdo koga pozna, namesto da bi enostavno pač šli po teh nekih uradnih kanalih. Ampak glejte, ste omenili Češko. Če bi šli za neko drugo evropsko državo, bi celo dobili povrnjena sredstva iz Evropske unije in bi bil strošek bistveno nižji. In se sprašujem, ali niso vedeli, ali ne znajo, ali so bili prijateljske zveze, ali je Danilo Türk rekel, vzemimo našega prijatelja iz Jordanije, ali kaj je zdaj tukaj? Ja, vi morate vedeti, da ne vem, če veste, mogoče vi veste, ampak večina najine publike zagotovo ne ve, da ima Evropska unija odpravnico poslov v Afganistanu, ki je Slovenka, Veronika Bošković-Pohar. In ko je kandidirala za to funkcijo, so jo podprle pač vse države članice EU, razen ene. Trikrat lahko gibate, katera je ta ena država, ki je ni podprla. To je Slovenija. In zakaj Slovenija ni podprla? Ker je janšistka. Ker je janšistka. In ona je recimo zdaj odpravnica poslov v Afganistanu, tam predstavlja Evropsko unijo, mislim, da nekih 200 evropskih vojakov jo čuva in tako naprej. V njej praktično v Sloveniji ne vemo nič, niti da je tam, kaj tam počne, kaj šele, da bi recimo bili na to ponosni, ali da bi tudi Slovenija, kaj naša zunanja politika, kaj iz tega ven potegnila. In po tem istem principu pač se lotevamo vseh drugih stvari, tako kot sem rekel. Prva reakcija je zmeraj pust bom jaz in potem se neki lotijo in potem jim ne rata in potem so vsi drugi krivi in pa se pa zgodijo. Doma se jim dogajajo kibernetski napadi.
tle se jim pa pač dogaja neki drugi napadi. Ja. In seveda te državljane, zdaj govorimo o teh, ki naj bi prvi poleteli, najbolj kritično izpostavljeni z dojenčki, starimi ljudmi, so čakali ure in dobivali vedno napačne informacije, da bodo leteli v Egipt, da bodo v Jordanijo. Najeli smo neko letalo, ki ni imelo vseh dovoljenj in so morali dodatna dovoljenja. Nažalost, jaz mislim, da je bilo tudi drugi državljani drugih držav bili v podobni situaciji. Pa vem, da v ZDA malo pred začetkom teh spopadov so bili neki snežni meteži, pa so tudi leti bili odpovedani, pa je kdo obtičal in tako naprej. Se pravim, jaz nobenega od tega ne privoščim. Ne bi rekel, da je to neka specifična pač situacija. Slovenska bi pa rekel tole, no. Če bo res na koncu račun 1,5 milijona evrov, zna biti, da bo višji. To je približno to, gospa Petrovčič, kolikor v Sloveniji na leto damo za subvencioniranje učbenikov. Zato, da bo jasno. Se pravi, v bistvu se treba res vprašati, kdo, in 22. marca je primeren čas, da damo odgovor na to vprašanje. Vsak med nami, ki je polnoletni, pa ima volilno pravico, ga lahko da. Kdo in na kak način upravlja z našimi javnimi financami? Jaz mislim, da bi morali tu začeti. In če bi tu začeli, pa bi nam bilo bolj jasno, zakaj se zdaj dogaja to, kar se dogaja. No, zdaj odgovor na vprašanje, zakaj se je vse to dogajalo. Namreč dogajalo se je, da so dojenčke, te skupine ljudi in potnikov, ki so bili ogroženi, vozili čez puščavo, 500 kilometrov stran, čakali so več ur v tem Omanu, na letališču dobivali vse napačne informacije. Zdaj gospod Darko Bulat, ki ga poznamo še iz časov začetka borze, kot borznega posrednika in zdaj spozna se seveda tudi na IT tehnologijo. Skratka, on je objavil na X-u takole, da se je, zdaj bom na kratko povedala, zakaj je šlo. Da je pravzaprav, mi vemo, da je Robert Golob bil v Parizu. In v petek, in smo videli slike z Macronom. Potem pa v petek, namesto da bi se vrnil v Slovenijo, je odšel v Abu Dhabi. In ni vedel, da se bo zračni prostor zaprl, medaj je odšel sam. Uradno je zbolel, ne? Uradno je pa zbolel. Ja, rekli so, da je predsednik zbolel. Zdaj, kaj je bilo z njegovo soprogo Tino Gaber, ne vemo, kje je snimala te podcaste, verjetno, da je bil on v Abu Dhabiju, tam obtičal. Gospa Tina Gaber bi se mu mogoče pridružila kasneje, ampak to o tem Bulat ne ugiba, pač pa pravi, da je on obtičal v Abu Dhabiju in da je seveda želel se vrniti pred prvo skupino Slovencev. Zato so poslali na to dolgo pot te boge dojenčke in družine z otroki in vse ostale. Oni so tam čakali. Najprej so imeli informacijo, da bodo šli v Sharm el Sheikh skozi Egipt, potem so rekli, da bodo šli skozi Aman v Jordaniji, potem v Akab, da so tam čakali, ne samo, da so napolnili letalo z gorivom, ampak da so nekako, vmes je seveda odšel pa na pot tudi Robert Golob skupaj s dubajskimi košarkarji in on je želel njih prehiteti, da bi prišel prej v Slovenijo in dejansko je prišel praktično istočasno malo pred tem prvim letom, njih so pa na nek način zadrževali, da bi se on z njimi slikal. In potem je seveda se odpeljal z nekim kombijem, da obstajajo slike z letališča, prišel pa je jasno minister Sajovic. Torej, kaj si mislimo o tej zgodbi? Ja, neč, da gre za dosti prepričljivo teorijo zarote, ne? Cinično bi lahko rekel, mnogo bolj prepričljivo kot to, kar nam kot uradno politiko ponuja vlada Roberta Goloba na številnih področjih. Ne? Ja. Jaz ne vem, kje je Golob bil, a je priletel s tem letalom iz Dubaja, s to košarkarsko ekipo. Hecno je sicer, ne, se mi zdi, da košarkarska ekipa lahko neposredno iz Dubaja praktično nemoteno prileti. Ne? Ja. Tiste ljudi, kot pravite, so pa vozili pač v druge države in ne vem, kaj še vse. Bi pa rekel tole, no skrajno nenavadno je, da v sred volilne kampanje, sred potencialnega začetka 3. svetovne vojne, naš predsednik vlade izgine iz javnosti za praktično 72 ur. Ja. Da je edino pojasnilo, ki ga dobimo, da je zbolel. Da v teh 72 plus urah zdaj že nismo dobili nobenega pojasnila, kaj točno se mu dogaja z njegovim zdravjem, kdaj se pričakuje, da bo zdrav, da bo spet lahko upravljal svoje dolžnosti. Ja. Ja. Skratka, nenadoma je zbolel, nenadoma je ozdravel,
vmes je pa poniknil za 3 dni, pa ne vemo, kje je bil in kaj je počel. Ne. In posnel nek video, ki zelo odmeva. Ne? V nekem prostoru se vprašaš, kje je to zdaj na letališču, kje to snimamo. Ja, zdaj? on je ves čas, v bistvu se mi zdi, da upravlja ta tečaj za influencerja. No. Ja. Zgleda, da je izpitna komisija kar njegova soproga, pa zgleda tudi, da se ni naučil oziroma izpita še ni naredil, ker te njegove videi so z vidika pač, tega foha so dosti slabi. Ne vem, kaj se je z njim dogajalo, ampak tako sem rekel, pač, nenavadno je to, da zboliš, mislim, vsakmu se lahko zgodi, da zboli, ampak da za 72 ur zgineš, pa se pa kar pojaviš. V kritičnih razmerah. Tako, nič ne poveš, zakaj si izginil. Ja. To je pač možno samo v Sloveniji, to je možno samo, če je predsednik vlade Robert Golob. Ampak glejte, zdaj mi smo sredi te predvolilne kampanje, a ne? Kaj zdaj to pomeni, da nek kandidat na volitvah, zdajšnji predsednik vlade, izgine in za vikend in ga ni? Jaz Bolo je že v svoji prejšnji kampanji, ne? Ja. Tam takrat je pač vseeno sodeloval, mislim, da nadaljeval na soočenih, ja, sicer se ga bomo tudi pokazali, ja. uradno bolan. Zdaj, tudi takrat se špekulira, da se je uglašal v tisto oddajo s kavča, ne vem, v stanovanje svojega šoferja, mislim, da. Ja. Tako da, glejte, pač Robert Golob ne razume, da on ni zdaj več sam Robert Golob, da je predsednik vlade Republike Slovenije in da se še 2 tedna vsaj, ja, in da vsako njegovo dejanje se pač obravnava kot dejanje predsednika vlade Republike Slovenije. Ne Roberta Goloba, ki lahko počne, kar hoče in nikomur ne rab polagati računov o tem, kako preživlja prosti čas. Težava, ki jo mi imamo, je, da on svojo funkcijo predsednika vlade razume kot preživljanje prostega časa na oblasti in uživanje. In če ga pol pri tem zmotijo neke stvari, kot so volitve ali pa recimo začetek vojne z Iranom, je to pač toliko slabše za te stvari. Ampak a on resno hoče še en mandat ali tudi sam ne verjame? Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da on izjemno uživa kot predsednik vlade. Ja. Da jasno je, da če ne bo ponovno predsednik vlade, tudi ne more računati, da se bo vrnil na čelo GEN-I. Drugače pa praktično ne zna živeti, ne? Ker on je že dolgo vrsto let je bil na čelu GEN-I, ki ga je itak upravljal kot nek svoj osebni DO, eno osebno družbo praktično, čeprav gre za državno podjetje. Vemo, da že tam so imeli zaposleni menda navodilo, da od 1. junija do 15. septembra ga sploh ne smejo kontaktirati, ker je on takrat na dopustu. Predstavljate si, katero podjetje, kjerkoli na svetu si lahko to prvoš, da praktično pol leta, v bistvu četrt leta, tretjino leta, no, ne kontaktira pač svojega šefa. In tudi zdaj, ne, on pač gre na dopust, zgine, ga ni, dela, kar hoče. In jaz mislim, da težko, kje drugje bi se lahko tako obnašal razen na mesto predsednika vlade. Drži sicer, da ima očitno precejšnjo premoženje v tujini, ne, ker vemo, da v Sloveniji praktično nima nobenega premoženja, tudi potem je poseben, ne. Če pogledamo prejšnje predsednike vlade, ki so imeli kvečemo obratno, ne, to situacijo, ampak rad ima pozornost javnosti, rad ima kamere, rad ima to moč, ne. Čeprav jo zlorablja na nek način ali pa jo uporablja tam, kjer je brezpredmetno. Tako da mislim, da on bi si želel biti še predsednik vlade. Zdaj, a verjame, da še bo ali ne, težko rečem, ker mu ne vidimo. No, ampak tu ste zdaj odprli zanimivo vprašanje, ne? Ali je on odšel v Abu Dhabi, na vrat na nos bi lahko rekli, kajti jaz skoraj ne morem verjeti, da naša Sova ali ne vem, kakšna organizacija je zdaj to, da ni upozorila predsednika vlade. Dobro, recimo turistične agencije so še naprej prodajale te aranžmaje. Ja. V to razumem. Da ga ni obvestila, da je tam zdaj tik pred zdajci pred vojno. In seveda zdaj vprašanje je, ali je odšel predsednik vlade urejati svoje finance v Abu Dhabi. Ne vem, če je šel, ne vem, kaj je tja šel, mogoče celo šel urejati svoje finance, ampak da ne bomo preveč kritični do Sove, očitno tudi ameriške obveščevalne službe niso obvestile lastnega predsednika, da se zna zgoditi to, kar se dogaja. Ne? Prej so se pogovarjali na začetku, da so Američani morali zapreti vsa veleposlaništva, da so mogli zapreti praktično svoje vojaške baze, da njihovi vojaki zdaj bivajo po hotelih, a ne, zato da niso tarča pač iranskih povračilnih napadov. Skratka, očitno nihče ni pričakoval, da se bojo zadeve odvijale na tak način, kot so se odvijale. Jaz bi se zadržal pri oceni, da
če gre za to, ne, ker zdaj se pač pogovarjamo na pamet, če so iskrena, neodgovorno je, do sebe, do države, do lastne stranke v končni fazi, da sred volilne kampanje pač ti potrebuješ dopust in zgineš nekam za 3 dni, če je šlo za to. Najbrž urejati finance, ne vemo. Ampak dobro, zdaj še eno vprašanje v zvezi s to temo je pa, seveda se pojavlja po spletu tudi veliko vprašanj, zakaj to plačujemo, kdo bo to plačal, to je denar davkoplačevalcev. Tisto, kar je v tem momentu eno primerno vprašanje, je vprašanje teh agencij, ki so dejansko vozile ljudi tja, so vedele, vedoč, ne vedoč, koliko naj bi zdaj konec koncev pri vseh teh stroških plačale tudi te agencije, ki so pravzaprav peljale ljudi v tako stanje. Ja, Sloveniji po izkušnjah nič, ne. Vemo, kako smo pri nas sanirali bančno luknjo, kako so pa recimo na Islandiji se ukvarjali s tem, ne. Oni so lahko, mi pač ne moramo, ne. Tudi mislim, da tudi tukaj zdaj se ne bo nič zgodilo. Najhujše v narekovajih, kar se mi lahko zgodi, je, da bo predsednik vlade spet posnel kak doneč video, kako jim žuga s prstom, da so zelo grdi, pa da morajo pač ljudem povrniti stroške. Mislim, da se bo sklicovali na to tako imenovano višjo silo, pa nisem strokovnjak za te stvari, ne, se pravi, da se ne da tega napovedati. In na koncu je pač vsak se mora znajti sam. Sej, tako sem rekel, v Sloveniji je problem, da v primeru naravnih nesreč, v takih primerih, na koncu zmerom se mora ali vsak znajti sam, ali pa se morajo pač bi rekel prebivalstvo samo organizirati. Ne. V primeru naravnih nesreč, hvala Bogu, imamo prostovoljna gasilska društva, imamo dobro razvito civilno zaščito, to medsebojno pomoč. Zdaj v tem primeru, pač, če nekdo obtiči v Katarju ali pa v Združenih arabskih emiratih, pa žal nimamo mehanizmov očitno, da bi na drugačen način to reševali, kakor smo pač reševali. No, ampak tu smo jih vračali, ne? Ampak vendarle je veliko tistih, ki so obtičali v Indiji, na Sri Lanki, na Kitajskem, na Japonskem. Oni so pa resnično prepuščeni sami sebi. Na Maldivih je veliko posnetkov. Ja, tu bi se morali pač, vemo, da je ljubljansko letališče v lasti Fraporta, ne, se pravi frankfurtskega letališča, to ponuja možnosti, da bi se neke izredne linije pač tudi odprle iz Brnika ali pa neke dodatne povezave in tako naprej. Jaz mislim, da bi se sigurno dalo storiti več, ampak v bistvu Slovenija sporoča to, kar vlada Roberta Goloba sporoča že ves čas svojega mandata. Ne. Vi ste tu zato, da nas ne kritično podpirate, da nam ploskate, ko vam nabijamo davke, zmanjšujemo pravice, pošiljamo nad vas policijo, ukinjamo svobodo govora in pač se imamo fajn na oblasti in s tem še dobro služimo dodatno. Če pa ste kaj proti temu ali pa dvignete glas, potem pa ali pa imate kako objektivno težavo, za katero niste sami krivi, ste pa prepuščeni sami sebi. To se mi zdi, da je čist v sozvočju s tem, kako oni razumejo oblast in kako so se obnašali na oblasti 4 leta. No in seveda je bila anketa tega javnega mnenja in pač delitev teh sedežev v parlamentu bodočem narejena pravzaprav še pred vsemi temi dogodki. In po tej anketi bi, tako če verjamemo anketam, v državni zbor prišlo 7 strank. Največ mandatov, 32 bi dobila Janševa SDS, Golobova Svoboda pa 9 manj in tako naprej. Potem Vesna, Levica in tako naprej. Zdaj, kakšna bo, celo Resnica zdaj pride na podlagi vseh teh soočenj, kakšna bo zdaj nova oblika parlamenta, kako bodo razdeljeni sedeži, glede na tudi te dogodke, vračanja, repatriacijo. Mislite, da bo to vplivalo na volitve? Ja, jaz mislim, da znajo mogoče vplivati. Vidimo, da je nervoza pri vladajočih strankah, posebej glavni stranki vladajoči in pa njenem predsedniku čedalje večja. Prednje zbolo je to nervozo že očitno kazal. Pogrom, ki ga je sprožil proti nekemu spletnemu vplivnežu, za katerega priznam, jaz prej sploh slišal nisem, je zelo indikativen. Tudi to, da je zdaj očitno glavni spopad pred volitvami na eni strani ne pridi prav, alias Aleksandar Repić Pici, na drugi strani Robert Golob, to veliko pove. Zdaj, kdo je tu Don Quixote, kdo Sancho Panza, pa kdo Mlini na veter, to si naj vsak sam razloži. Ne vem, kakšni bojo volilni rezultati. Mislim, da kar se da z veliko gotovostjo predvideti je to, da
Vse kaže, da bo relativna zmagovalka teh volitev Slovenska demokratska stranka na čelu z Janezom Janšo, da bo njihova relativna zmaga dosti prepričljiva. In mislim, da na mojo sicer žalost priznam osebno, da vse kaže, da bo Gibanje Svoboda pač osvojilo drugo mesto. Zdaj vemo, da je Janša izjavil, da on vlade, ki ne bo imela trdne večine, ne bo sestavljal, pri čemer je postavil še dodaten pogoj, da to trdno večino razume kot poslance SDS-a pa Nove Slovenije, Fokusa in SLS-a, če poenostavim. V Sloveniji se še ne zgodilo, da bi imeli vlado, ki bi jo sestavljale samo dve stranke. Še manj se je zgodilo, da bi imeli vlado, ki bi jo sestavljale zgolj dve desni stranki. Tako da zdaj lahko, da bo to prvič, ne? Ampak po dosedanjih izkušnjah je, glede na to, kaj izjavlja predsednik SDS-a Janša, tako zasebno na štiri oči mi pravijo kot javno, malo verjetno, da bi on sestavljal vlado. Ne? Če ne bo Janez Janša, se jaz bojim, da bo ponovno Robert Golob, ker si ne predstavljam, da bi neka anti-Janša vlada, v kateri bi največ poslanskih glasov imelo Gibanje Svoboda, da take vlade ne bi vodil Robert Golob. Vem, da se marsikateri na tranzicijski levici, tudi Centrom moči tranzicijske levice, zdaj to lažejo s tem, da bo pač neka anti-Janša vlada, ki je ne bo vodil Golob, ampak jaz mislim, da je to račun brez krčmarja. No, seveda, Robert Golob, ne, zdaj pojavil se je po tej svoji bolniški, hodil po Ljubljani, spet napovedoval, kaj vse se bo zgodilo, konec koncev ne bi zdaj dobili, Alenka Bratušek je ukinila načrt, da bi imeli povezavo z vlakom do letališča, zdaj ga je spet predstavila. To predvolilnih teh obljub je nešteto. Kmetje so šli v zrak. Potem je Asta Vrečko zdaj napadla pravzaprav tudi Tanjo Fajon, ker je poklicala na odgovornost veleposlanico Irana, ne pa tudi Izraela in Amerike. Skratka, očitno je to nek lonec, kjer se kuha in vse vre. Zdaj seveda poglejmo, kaj je Golob, tako kot smo že rekli, pred 4 leti je prav tako zbolel. Ne? In seveda so zdaj ljudje ugibali, ali si Golob ne upa v studio na soočanja, kaj se dogaja. Dobro, Darko Bulat nam je odkril en del te možne poteze. Poglejmo zdaj, kako je Robert Golob pred 4 leti s tem kratkim izsekom nastopa v predvolilni kampanji. Dodano vrednost bomo podvojili, produktivnost države bomo podvojili. In ko nam bo to uspelo, bomo lahko poskrbeli za vse generacije. Mislim, to je smešno. Ja, no, če bi ljudje gledali te stare predvolilne vdaje. Ja, na začetku, ne, on pač, zakaj ni šel v studio, po moje se mu enostavno ne da. Jaz mislim, da on res ne razume, zakaj bi moral na neka soočenja hoditi, ne? Da mu je to tudi izpod časti. On, ki je vendarle najboljši predsednik vlade na svetu in najboljši, kar ga je Slovenija imela, ne? Samo praktično vsakogar, ki ga sreča, vsako stvar, ki vidi prvič, misli, da se tudi tega do zdaj v Sloveniji ni bilo, da je to praktično on izumil, ne? In ta njegova izjava izpred 4 letih je zelo indikativna, ne? Se pravi, podvojili bomo dodano vrednost, ne? Podvojili bomo pač produktivnost. In ta seznam je dolg, veste, to je 10 minut. Se vem, ampak ne, če se tu zadrživa, zdaj pač dodano vrednost nismo podvojili, ne, prej obratno, tudi produktivnosti nismo podvojili. Je pa res, da je dodal, ko nam bo to uspelo, ne? In očitno on razume, da mora biti na oblasti toliko časa, da mu to uspe. Ne? Zdaj, če mu nikoli ne bo uspelo, bo pač večno na oblasti. Še en mandat je že takrat napovedal. Ja. No in seveda, to ste pa zdaj že rekli, zdaj kaj se dogaja, nam bo malce oslikalo tole. Ne? Zdaj ta tako imenovani nepridiprav, ne? Aleksander Repič je dejal, imam dokumente, in če jih danes objavim, se mi lahko kaj zgodi. Govoril pa je seveda o tem fotopubu. On ima dokumente, on bo zdaj začel to objavljati. Ja. No in seveda rezultat vseh teh ugibanj, kaj se dogaja s Smodejem, je bilo tudi to, da so pa vendarle vročili obtožnico, da je ljubljansko okrožno sodišče glavnemu temu akterju afere Fotopub Dušanu Smodeju po letu dni vendarle uspelo vročiti obtožnico. To je zdaj nekaj predvolilnega. A je zdaj to sprožil Aleksander Repič, ali mogoče medijska spraševanja, ali je ta strah koalicije? Ja, jaz bi rekel tako, če mene vprašate, gospa Petrovčič, po mojih življenjskih izkušnjah, pa po moji izobrazbi politološki, bi rekel, da vse to sprožil predsednik vlade Robert Golob.
Robert Golob se je poročil, s komer se je poročil in je pristal na to, da bo postal nek vajenc, se pravi pripravnik za Instagram in sorodne družbene omrežja vplivneža in da bo preko tega tudi vodil volilno kampanjo za ponovni mandat. In potem je na podlagi teh odločitev objavil neko anketo. Najprej je objavil video, da še celo jutro mu sporočajo, kakšne silne rezultate njegova vlada dosega, da jim on sam ne more verjeti. To je žalostno, da vodiš vlado, pa ne veš, kakšne rezultate ima, da ti morajo sporočiti. To je tako, kot če bi recimo bil smučar, pa bi mu mogli sporočiti, kjer mesto je dosegel, bi sam videl. In ne ve, kako to ne pride do ljudi in potem je objavil neko anketo, zakaj se oni ne morejo tudi ljudi prepričati, kakšne silne rezultate imajo. In potem je objavil neko anketo, kjer je spraševal ljudi, kako živijo. In presenetljivo gleda zlomka ljudje, ki so pač očitno neobveščeni, ker če Golob ne ve, kakšne rezultate ima, kako naj mi, navadni ljudje, to vemo, so pač, mislim, da 90% odgovorili, da slabše, kot pred 4 leti. In ta pici, Aleksandar Repić, ta nepridiprav, je imel sam to nesrečo, da je pač po objavil to Golobovo anketo, pozval svoje sledilce, da glasujejo, potem je Golob to anketo zbrisal, Repić je tudi to objavil, potem je pač pozval ljudi, da grejo k njemu komentirati na profil, pa je Golob tudi to zakleno in tako naprej. In to je bil hekerski napad? Ja, potem smo bili kibernetski napadi, skratka, tak je pa se je začela valiti, pardon. Kar zahdeva pa slovenski represivni aparat, bi pa rekel to, nažalost veva, včerajšnji tragični dogodek, policija je uspešna pri tem, da do smrti pač ustreli človeka, ki maha z nožem na neki cesti v Štepanskem naselju ali pa v Fužinah, medtem ko obtožnice pač smo, da jo ni uspela vročiti, do točke, ko očitno so ga zaprosili, naj bo tako prijazen in jo pride prevzeta, ker zdaj ni imel časa. Spomnim se, čist izpred let, je bil nek domnevni, moram reči, trgovec z drogo na obali, ki je parkiral svoje luksuzno vozilo kar na promenadi tam na obali in potem so ga šli policaji prositi, če ga lahko umakne, pa je rekel, pa ga je umaknil. Očitno pri nas to tako funkcionira. In je res nenavadno, da če si bivši kriminalec oziroma obsojen za kazniva dejanja, kot je gospod Repić, te policija pričaka na letališču in te tam aretira, celo tvojo partnerko začasno pripre, ker si je drznala snemati pač postopek policije, kar je sicer v Sloveniji ustavno in zakonsko zagotovljena pravica. Če pa si nek znanc, prijatelj, bližnji sodelavc, praktično vrha stranke Levica, od obeh koordinatorjev navzdol, potem pa mirno pač 1 leto se ti ne more vročiti obtožnica, potem pa tik pred volitvami pa to čudežno uspe, ampak tudi ob tem, da ti 1 leto niso uspeli vročiti obtožnice, sodišče ni ugotovilo, da mogoče si begosumen, pa da bi bilo treba kaj storiti, zato da te ne bi zdaj spet za začetek sojenja, ne vem, okrog iskali. No, ampak Repić in Smodej sta pa pravočasno prišla iz Dubaja, To je pa tudi zanimivo. Ja, to sta človeka, ki sta marsikaj dala skozi v življenju in verjetno se znata malo boljš vesti in obnašati. Mislim, meni se zdi fascinantno, če bo res rezultat Gibanja Svoboda na teh volitvah zelo slab, bi rekel, da si gospod Repić lahko kar pripiše zasluge za to, ker jasno je, kot sem prej nakratko omenil, strategija Goloba oziroma njegove soproge oziroma Gibanja Svoboda je, da bi pridobili te mlade volivce prek družbenih omrežij, ki vemo, da praviloma se ne udeležuje volitev in tle jim je gospod Repić zelo pokvaren načrt. Tako da v tem primeru je ta njegov pač vzdevek handle na družbenih omrežjih ne pridi prav, zelo pride prav. Vprašanje je edino, koga je okradel, oziroma kaj je ukradel Svobodi. Zdaj, zaenkrat kaže, da se zna zgoditi, da jim je ukradel volitve. To pa je kar velika škoda. No, v vsakem primeru je pa ta nepridiprav ukradel pozornost, ki bi jo sicer morala ali pa želela prikazati Tarča na TV Slovenija, ki je cenzurirana. In zdaj to, kar je zanimivo, je, ta teden smo lahko prebrali, seveda direktorica Ksenija Horvat se sramuje
te Tarče, čeprav je zaupanja vredna blagovna znamka, najbolj gledana, nagrado dobili, ja, in seveda zdaj oni bi se pa zdaj radi, pazite, to je tudi novo, torej Ksenija Horvat, pa odgovorna urednica Fijavž, bi pa se rade z mediatorjem Tomažem Perovičem pogodile z ekipo Tarče. Pa ste vi že videli nek primer, kjer bi direktor, pa dober odgovorni urednik, se svojimi zaposlenimi pogovarjal pred mediatorja? To je pač noro, ne. Vse to se vidi, da to nima nobene zveze z logiko ali pa z dejanskim stanjem, ne. Se pravi, ekipa Tarče, ki je izgubila zaupanje vodstva, ne, uživa največje zaupanje praktično vseh ostalih, ne. Tudi predvsem tistih, za katere se boji, da dela televizijski program, ne. In zdaj, ker oni pač nimajo zaupanja, rabi za enega mediatorja, da jim bo pomagal, da bo to zaupanje spet vzpostavili, ne. To je neresno, ampak veste, to, da se mi zgolj nasmihamo ob tem ali pa pač, ne vem, cinično zmajujemo z glavo, najboljš pokaže, v kakšni državi živimo, ne. Se pravi, ministrica za kulturo njo ne skrbi očitno, kako se ta javni zavod upravlja, kaj vodstvo počne, kaj se tam dogaja, ne skrbijo svoboda medijev, ne skrbijo svoboda govorov, ne. Njo pač skrbijo neke majice, ki jih tam neko minorno društvo pač recimo tiska, ne. To se ji zdi, da je problem v Sloveniji, ne. Afera Fotopub, se pravi, resne obtožbe organiziranega spolnega nasilja in tako naprej, to niso težava, ne. To ni problem, pač problemi so čisto druge, ne. No, in zdaj, če greva še na to domačo politično področje, zgodil se je še en velik premik. Lojze Peterle se je vrnil v Novo Slovenijo. Praktično v stranko, ki jo je, to je stranka naslednica, tiste, vrnil se je domov. Domov, ja, ki jo je pomagal ustanoviti. Kako si lahko to razlagamo? Ja, mislim, da je bil gospod Peterle v sporu s prejšnjim vodstvom Nove Slovenije in da očitno je novo vodstvo uspelo zgladiti te spore in se mi zdi, da za Novo Slovenijo, posebej zdaj tik pred volitvami, je to neko dobro sporočilo, a ne, se pravi, nekako daje vtis tako članom stranke, simpatizerjem kot potencialnim volivcem, da so znotraj hiše pač med sabo usklajeni. Tudi pohvaliti je treba pač bivšo predsednico Ljudmilo Novaka, ne, da se zaenkrat v javnosti ni pojavila z nekimi stališči, ki bi pri potencialnih volivcih Nove Slovenije utegnili zbujati dvom, kam se bodo obrnili po teh volitvah, a ne. Niti Matej Tonin. Niti Matej Tonin, ja. Tudi njega je treba pohvaliti, ne. On tudi pač korektno upravlja vlogo evropskega poslanca kot bivši predsednik. Ni storil nič, da bi recimo poslabšal možnosti Nove Slovenije na teh volitvah, po moji pač subjektivni oceni. Celo mogoče malo pomagal, ker te kronistični zapisi, ki jih deli na družbenih omrežjih o fajtu, ne, v narekovajih Nike Kovač za pravico do splava, ki nikjer ni ogrožena, ne, se mi zdi, so kar koristni. S tem v bistvu na nek način tudi upravlja vlogo slovenskih medijev, ne, ki slovenski mediji imajo žal posebej dominantni, ne, te, ki so naklonjeni aktualni oblasti, imajo žal pač to hibo, da jemljajo po domače povedano zdravo zagotovo vse, kar jim reprezentanti ali pa podporniki te oblasti povedo, ne. Ne grejo pač preverjati teh stvari, ne predstavijo tudi druge strani. In je fajn, da imamo vsaj evropskega poslanca Tonina, da potem na ta način zvemo, kaj se v resnici tam dogaja. In še več, Urša Soarež Cankar ne sme na TV Slovenija, ne? Ja, seveda, pač, ne, tam tudi rabijo, verjetno. Mogoče bo pa tudi zdaj vodstvo javnega zavoda tudi z kolegom Možino pač šlo v nek mediacijski postopek, pa bo tle tudi našel kakšnega mediatorja, ki jim bo pomagal najti skupni jezik, ne. Ja. Držimo pesti. Držimo pesti. No, zdaj še naprej pri Novi Sloveniji smo. Valentin Hajdinjak je zdaj spet na rešetu, ne. Konec koncev je Dars od 5 članov prejšnje uprave zahteval ta teden 2,3 milijona evrov odškodnine. Kaj se bo tu dogajalo? Zdaj, a mislite, da so to neke, tako rečemo, slab tožbe ali zahteve, ali je to fiktivno, ali je to predvolivno? Kaj se bo zdaj tu dogajalo? Ja, jaz se bojim, da vse od naštetega, ne. Zdaj, aktualna uprava Darsa meni ne zbuja prepričanja, da bi oskrbeli gospodarno ravnanje z družbo ali pa gospodarno ravnanje prejšnje uprave s ta isto družbo. In to, kako so praznovali rojstni dan, ne,
predsednika uprave Darsa v severnokorejskem slogu z obiski kurentov, z napisi na teh velikih informativnih tablah iz avtoceste, vse najboljše predsednik in tako naprej. Glede na to, da je najel neko firmo, da vohuni za njega, za redkimi neodvisnimi novinarji po Sloveniji, ta ista firma, ki se očitno ukvarja z lansiranjem lažnih profilov po družbenih omrežjih, da si je dal plačan članek objaviti v nekem glasilu tega istega podjetja, ki nosi naslov Vizionar prometa. To me ne utrjuje v prepričanju, da ta vizionar prometa resnično, bi rekel, ga skrbi dobrobit družbe, ki jo vodi. Ne bom pa izključil, da je prejšnja uprava negospodarno ravnala na Darsu. Vemo, da ko je bil gospod Hajdinjak imenovan na čelo Darsa, je to dvignilo marsikatero obrv, da se je takrat očitalo, da gre to za neko kadrovanje po politični liniji. Vlekle so se vzporednice z imenovanjem Marjana Podobnika takrat na čelo Telekoma. Tako da postopki bodo pokazali, kaj je res, kaj ne. Je pa dejstvo, da se vse to dogaja v predvolilnem času in da očitno aktualna oblast ne vidi protiorožja proti Novi Sloveniji, kot da ovaja praktično tam vse po spisku. Začeli so s poslanci, zdaj pa kar nadaljujejo, se mi zdi, navzdol pač preostali. Eden od tih je tudi Jože Podgoršek. Tožilstvo naj bi proti nekdanjemu ministru Podgoršku vložilo obtožnico. Gre za tisto neko letovanje v Bohinju, ki ga je seveda Podgoršek že zdavnaj plačal. To se pravi, strah je velik, lahko razberemo. Ja, mislim, strah je velik, ampak veste, to služi za zamegljevanje tega, da imamo pa zdaj, najožjega sodelavca ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek, ki ga tudi policija sumi pač prejemanja nedovoljenih daril, podkupnin in tako naprej, zlorabe položaja. In mislim, da bi se s tem morali ukvarjati. Nam nič ne pomaga, če bodo zdaj Podgorška privili za nek hotelski račun, ali pa da so takrat Aleksandro Pivec privili za tiste njene sendviče, pa potem neke objave na družbenih omrežjih v zameno za to. Lahko nas skrbi, da imamo na najvišjih funkcijah ljudi, ki se prodajajo na narekovajih za eno noč v hotelu ali pa za en sendvič ali pa tako kot predsednik vlade za letovanje na enem hotelu v Dalmaciji. In da kako sem rekel, desna roka pač Alenke Bratušek lahko potencialno ogrozi svojo kariero, njeno kariero, volilni rezultat Gibanja Svoboda, zato da je dobil neke smoči, ko mu pač policija očita za 1000 evrov. Se pravi, če imamo mi najvižnejše predstavnike države, ki se prodajajo spet v narekovajih za 1000 evrov, pol vemo, kam sodimo. Potem ste mogoče prej, ko ste rekli, da smo neke vrste banana republika, bili še velikodušnike. Jaz verjamem, da v banana republikah se to vrstni posli sklepajo za več kot zgolj za smuči za 1000 evrov. Ja. Dobro, ampak glejte, Alenka Bratušek je nekje posredno vpletena v zgodbe tega tedna, že prek tega gospoda, ki ste ga omenili. Potem videli smo, da nimamo več letalske družbe, to je seveda smo lahko rekli Alenka Bratušek, hvala Bratušek, smo se spomnili, kdo je bil zdaj kriv za to. Zdaj seveda ona ponuja neko vlakovno povezavo, spet kmetje so šli v zrak in ne nazadnje, prihodnji teden se bo pa prvič peljala po progi, po drugem tiru 37 kilometrov. Nedokončanem, brez uporabnega dovoljenja. Ne vemo, je bilo tehnično pregledano. Zdaj vprašanje je, to bomo seveda komentirali prihodnji teden, ko se bo zgodilo, ampak vprašanje je, ali bodo te mini akcije Alenke Bratušek v bistvu spodbudile ljudi, da vendarle pozabijo vse tiste grehe iz preteklosti, ki so tudi priplavali ta teden na dan. Ne, jaz mislim, da ne. Da so to neki zadnji izdihljaji, neki pač obupni poskusi, da bi s tem teatrom absurda obrnili pač trende, volilne podpore, ki se napovedujejo. Je pa to neka slika in prilika pač mandata te vlade. Se pravi, imamo tir, ki ni dokončan in ne vemo, kam pelje. In potem se lahko peljemo z vlakom, pa še to samo oni, ker mi dva se recimo ne moramo peljati, ker tir ni dokončan, nima uporabnega dovoljenja. To je, bi rekel, tak nek plastičen prikaz tega, kakšna je Slovenija pod vodstvom Roberta Goloba in njegove ekipe. No in seveda to,
kar smo že omenili, vi ste omenili, je pa seveda policija, ne, ki je spet potegnila pozornost. Namreč tisto, kar je mirni del tega in nesprejemljivo, je, da so recimo bili obsojeni policisti, ki so ukrepali v času covida, a ne? To je bila kriminalizacija 4 policistov. Ampak, glejte, zlomka, prav ta teden so pa spet policisti pa streljali in ubili nekoga, kot smo rekli, ki je mahal z nožem. Ta gospod je bil seveda že znan iz Bavarskega dvora, ampak vendarle, kaj se zdaj dogaja? Se tudi tu popravljajo malce te napake, če so ga takrat spregledali? Kako so zdaj policisti reagirali, tako da so ga v bistvu ustrelili v prsi? Ne vem, jaz nisem varnostni strokovnjak, no, pač videl sem te tragične posnetke, ki sem jih videl. Jasno je, pač človek je izgubil življenje. Če je imel, kot se domneva, pač psihične težave, to še dodatno tragično. Ne zavidam tudi policistov ali policistki, ki je pač streljal in vzel življenje, to sigurno pusti pri človeku posledice. Tisti, ki so za to pristojni, bodo pač morali dati odgovore, ali je bilo s tem vse v redu ali ne. Bi rekel, da ni dobro, ne, za splošno klimo v družbi, da se sredi Ljubljane pač strelja ali pa grozi z nožem. Ne. Lahko pričakujemo, da se bodo ta varnostno tvegana območja, ki so zdaj, mislim, da na Metelkovi, da se bodo razširila še kam, kar je spet slabo. Bi rekel pa laično oziroma na prvo žogo, pa bode v oči dejstvo, ja, da policija ima celo vrsto prisilnih sredstev na voljo, ne, saj naj bi jih imela od električnih paralizatorjev, ne vem, solzivcev, teleskopskih palic in tako naprej. Zdaj, zakaj so se odločili za streljno orožje, bodo strokovnjaki pač povedali. No. V vsakem primeru pa to kaže na to, da to, kar tli nekako pod pokrovom, ne, kar se posebej v mandatu te vlade in ob odkriti asistenci dominantnih medijev, ki so prijazni do aktualnega režima, poskuša venomer pometati pod preprogo, kako so stvari pri nas idealne, kako ni nobenih težav, kako tisti, ki opozarjajo na nevarnosti, na probleme, so samo zlonamerni in lažejo, ne. Se ti potem nažalost vrne kot bumerang. Ne. Tragično je, da zaradi tega umirajo ljudje, ne. Tako kot so umrli delavci na železnici, ne, ker sistem ni poskrbel za to, da bi bili varni, ne, in jih je povozil vlak. Tam ni bilo nobenega epiloga. Ne. Tako da ne vem, a smo lahko optimistični ali ne, če bo epilog glede tega streljanja v Fužinah. Kakršenkoli že bo vrnil, pač človeka ne bo obudil življenje, tudi tega policistko, ki je streljala, tudi ne bo pač povzročil, da bi lahko na to verjetno pozabil. Ne. V primeru Šutar v Novem mestu, tudi tragičnem, se tudi zadeve ne premaknejo z mrtve točke. Ne. Še zmeraj ne vemo, a zdaj imajo pravga v priporu, nimajo, kako se je stvar zgodila. Skratka, vidimo, da osnovne stvari, kjer je res pomembno, da je hitro dobi javnost prizadeti odgovore, ne, da se nekako čim bolj pravično stvari odvijajo, da lahko gremo kot družba in kot posamezniki naprej, pri nas stojijo na mesto. Ne? Ja, v istem tednu, ko obsodijo policiste, ki so med tistimi stavkajočimi in kolesarji samo delali svoje delo in niso streljali. Ne? Ja, nihče ni bil poškodovan niti približno tako, kot recimo zdaj v tem primeru. Zdaj, ki je bil pa nekdo ubit. Pa je bila množica, ki je bila agresivna, napadala policiste. Tu pa saj po prvih posnetkih, ki so bili dostopni v javnosti, so bili saj 3 policisti na kraju dogodka. Videti ni bilo, da bi bili kaki civilisti drugi ogroženi, saj tisti trenutek, ne vemo, kaj se je prej dogajalo. Skratka, to upravičeno zbuja dvome v ljudeh. Ne? In najslabše, kar bi zdaj bilo lahko, je, da bi se zdaj pač navadni ljudje začeli bati policije. Ne? Ja, očiščene janšistov. Tako, namesto, da bi pač imeli zaupanje v policijo, a ne, da bi ker bi tudi to policija potem lažje upravila svoje delo, ne? Da se bo zdaj neka družbena klima vsaj lokalno, ne, v tem naselju ljubljanskem Fužine pač protipolicijska potencialno oblikovala, to gotovo ni dobro. No, ne moremo mimo novice ta teden, da je Evropsko sodišče za človekove pravice glede deviznih vlog varčevalcev v Bosni in Hercegovini, to se pravi tiste enote Ljubljanske banke v Sarajevu, odločilo, da Slovenija ni odgovorna za devizne vloge varčevalcev.
kaj si lahko zdaj mislimo? 35 let imamo svojo državo, praktično tudi ves ta čas so se te sodbe, bom rekla, valjale po teh sodiščih, ampak zdaj za Bosno nismo odgovorni, na Hrvaškem smo bili, mislim, kakšna zmešnjava je to? Ja, zdaj, mogoče cinično, mogoče pa ne. Hrvaška je članica Evropske unije, Bosna in Hercegovina si pa zato še prizadeva. Ne? Lejte, mislim, moje osebno stališče je, če bi jaz bil na odgovornem mestu, bi pač takrat te devize vrnil, a ne? Ker laično razmišljajoč, mislim, banka je bila, ljudje so imeli noter denar, ker se je banka preimenovala in ker je država razpadla, so ostali brez tega denarja. Ne? Komu to lahko razložite, meni ne morete. Ker bi to koristilo Sloveniji, ne zdaj iz nekega, bi rekel, motiva, nekega posebnega sentimenta do varčevalcev takratne Ljubljanske banke v Bosni in Hercegovini, ampak zaradi tega, ker je pa Slovenija, slovenska podjetja so imela tudi veliko premoženja v teh državah, novih državah, bivše skupne države, bivših republikah in bi nam to pomagalo, tudi pri tem. Sej dogajanje s Hrvaško je to lepo pokazalo. Se pravi, jaz se bojim, da nam ta sodba zdaj sodišče nič kaj dosti ne pomaga, kvečem bo zbudila kakšne dodatne protislovenske sentimente v Bosni in Hercegovini, ki je za nas pomembno tržišče, ki je pomembna tudi z vidika tega, da čim prej pride v EU, zato da nam praktično streljajo od naših mej, nimamo težav in kjer pa če tudi hočeš nočeš roko na srce, velik bazen potencialne pač delovne sile in zakonitih migracij v Slovenijo. Tako da interes Slovenije je, da se odprta vprašanja z Bosno in Hercegovino uredijo. Se bojim, da ta sodba se nam lahko fajn zdi, ampak ta sodba Evropskega sodišča, kakšne posebne koristi nam ne bo prinesla, lahko nam bo prinese škodo. Kar je paradoks, ker smo v postopku zmagali. Ampak sej navajeni smo, še enkrat se skozi vračam na to, odkar imamo predsednika vlade Roberta Goloba, smo posebej navajeni teh paradoksov, kjer v bistvu po strategiji Mao Tse-tunga iz poraza v poraz do končne zmage. Ja, ampak jaz osebno, ker sem takrat kot novinarka pokrivala že to področje, se pa spominjam, da mislim, da je bilo leto 90, ko je takrat na pač skupščini takratne Ljubljanske banke padla odločitev, da je prav na skupščini takratni direktor Slapernik, rekli pa so, da je na to vplival Milan Kučan, ki ves čas že nastopa v vseh zgodbah, padla je odločitev, da namesto podružnic Ljubljanske banke v Zagrebu, v Sarajevu, to postanejo samostojne enote. In to je bila ta bistvena odločitev, na katero je takrat, tako so rekli, vplival Kučan, da smo potem zato praktično odgovarjali za ves ta denar, ker če bi bile to podružnice, pač ne bi. Seveda, se strinjam. Pač takrat je bilo sprejetih mnogo, bi rekel, iz današnje perspektive napačnih odločitev. Zdaj, če so to bile politične odločitve, projugoslovanskih, ali pa kakršnekoli že. Vse tudi so bile, tudi lahko bi spekulirali, odločitev v prodaji Elana, recimo, je lahko bila takrat pro-hrvaška. Ampak hočem reči, pač politične odločitve so se sprejemale, po mojem mnenju, dosti je bilo napačnih. Jaz pač gledam poskušam gledati z vidika interesa Slovenije. Se pravi, jasno je, čez noč smo izgubili praktično tržišča bivše Jugoslavije, bili so problemi z visoko stopnjo brezposelnosti in tako naprej. In takrat, po mojem mnenju, bi morali storiti vse, da bi to čim prej lahko nadomestili, vse te izpade. Zdaj, neto učink se bojim, tako sem prej rekel, da je tu bil negativen. Res pa je, da se je banka čez noč odpovedala v bistvu svojim podružnicam na tržišču, kjer ga zdaj ponovno usvaja. Sej aktualni predsednik Nove Ljubljanske banke slovi ravno po tem, da je uspel skupino NLB spremeniti v eno največjih finančnih skupin v regiji. Mogoče, če takrat ne bi se mi odpovedali svojim poslovalnicam ali pa podružnicam, ne bi bilo treba tega delati 30 let potem, ampak bi že prej. Ja, se tudi dovoljenja niso dobili na Hrvaškem, so imeli veliko težavo. No, ampak zdaj, če pogledamo Milan Kučan, ki mu seveda samostojna Slovenija nikoli ni bila intimna opcija, kar je sam povedal, se pa vseh teh 35 in več let oglaša, bil je tudi glavni med kolesarji,
kolesarji, ne, in zdaj ta teden je v bistvu tako kot neka Baba Vanga, se upravičujem, moram to reči, on se vsak teden napoveduje prihodnost, ne. Jaz ne vem, kam gleda, v kavo ali politični orakelj, v kroglo, zdaj spet napoveduje, kaj bo po volitvah, ne, kaj se bo zgodilo, kako bo to grozno, kakšen bo ta fašizem, spet je imel članek v časopisu Delo. Preseneča ga, da nisi mislil, ne, recimo, da bo slišal pesem Slovenija ni vaša, karkoli zdaj ta pesem že pomeni, ne, ker tudi jaz si pa nisem mislila, da bom 35 let po osamosvojitvi gledala jugoslovanske zastave na državnih proslavah. To si pa jaz recimo nisem mislila, ne. Kaj je zdaj s tem Kučanom? To je res, ja, tako bi rekel, gospod Petrovčič, ne te verjel, ampak ko sem se peljal na ta najin pogovor, so me politični insiderji tranzicijske levice obvestili, da moja pisanja bojda zelo dvigujejo pritisk bivšemu predsedniku republike, gospodu Kučanu, ne. Ja. Jaz ne vem, če je to res, če res se mu upravičujem, ker gospod je v letih, pa ne bi mu rad dvigoval pritiska, ampak jaz pišem to, kar vidim. Kaj ste pa napisali? Ne vem, kaj točno bi bilo tazga, da bi mu dvignili pritisk, ne bi hotel o tem špekulirati. Bi pa rekel tole, no, če bi se gospod Kučan upokojil, mislim, da bi bilo to dobro za njega, ne, dejansko upokojil, v smislu, da bi se nehal vmešavati v aktualno politiko, pa notranje politične razmere, bilo to dobro za njega in za državo. In mogoče bi ga Slovenci ohranili v lepšem spominu, kot ga bodo ohranili zdaj, ko se na stara leta, če smem tako reči, ne, poskuša pač vmešavati, ker to je vmešavanje, ne. Zdaj, če zelo plastično prikažem, gospod Petrovčič, se ste vi leta 91 mislili, da bo Borut Pahor se prej politično upokojil kot Milan Kučan. Jaz ne verjamem, ne. Jaz si ne bi tega mislil, ne. Ampak to dejansko drži, ne. Ja. In tudi vidimo, ko se je Borut Pahor pač politično formalno upokojil, se praktično tega drži, ne. Celo kot bivši predsednik republike noče komentirati ravnanj aktualne predsednice republike in tako naprej. Milan Kučan že praktično celo vrsto let ni na nobeni politični funkciji, ne. Komentira pa vse, vtikuje se vse, poskuša vplivati na to, kako se sprejemajo odločitve v Sloveniji in to preko nadaljavo, ne, preko nekih medijskih nastopov itd. Skratka, tako sem rekel, ne. Naj se gospod pač upokoji, naj uživa, ima tudi velike zasluge za Slovenijo, to ne moramo reči, da jih nima. In bi bilo bolj, če bi se ga potem spominjali, ne. Je pa res, da je to bilo krajše obdobje, ne, pač zdaj pa že 30 let praktično potem, pa v bistvu nasili, da se ga bomo spominjali po manj svetlih plateh njegove kariere. Ampak on nastopa v enih medijih, ne pa v drugih medijih, ne. Zdaj poglejmo, kako je kolega doktor Jože Možina povedal, ko ga je on povabil na intervju oziroma na izjavo. Ta gospod se niti po 35 letih demokracije, za katero pravi, da jo je soustvarjal, ne upa stopiti pred mikrofon nekega, bomo rekli, nazorsko drugače mislečega novinarja in se z njim pogovarjati. Ki vem pa, da enkrat bo tako, da jaz bi moral zjutraj pač vzeti ekipo in iti posnet ta dogovorjen pogovor. To ni bil pogovor, to je bilo zastavljanje 2 vprašanj predsedniku Kučanu, ampak glej si ga zlomka, jaz pridem, ekipe ni bilo več. In potem pride ekipa nazaj in z njo Vlado Krejač, ki je bil takrat moj urednik sicer, ne, ki ni imel nobene veze s tem dokumentarnim filmom. In seveda, najboljša obramba je napad in on rekel, kaj si pa ti šel to snema, se nimaš nobene veze s tem, ne? Ja, je rekel, kaj, pa se pa on hudoval, češ, kaj so mene utoporili, jaz tudi nimam nad s tem in tako naprej, ne? Se je že takrat videlo, da predsednik Kučan ni prenesel, da bi bila tam neka druga oseba, ne? To je res, mora biti počiščeno vse, očitno res, tle gre za tak avtoritarni diktatorski sindrom, ki se ni sposoben soočiti z ljudmi drugače mislečimi, ne? No, to je slika vsega tega. Vlado Krejač je seveda že mrtev, Bog mu da večni mir in pokoj, tle zdaj nastopa v tem intervjuju, ampak to je zelo tipično za RTV Slovenija in pravzaprav je zdaj še hujše, kot je bilo.
Ja, to se mi zdi, da je ves čas. No, jaz se spomnim, ker sem še sam bil aktiven v politiki, da ene novinarske kolegice vaše so hodile k tem strankam po izjave, druge k drugim in tako naprej. To se mi zdi čist neumno. No. Ja. In je pa jasno, da bivši predsednik Kučan ima težave s tem. Ne. Se on je tudi, bi rekel, iz sebi prijaznih medijev že znal uštevati novinarke, da če so poročene, pa naj se s tem ukvarjajo. Pa v Dražgošah par let nazaj, tudi novinarko spraševal, kako je zdaj na popu, če še ima službo in tako naprej. Ja. Tako da vidimo, da res ni navajen, bi rekel, se soočati z neprijetnimi vprašanji ali pa neprijetnimi sogovorniki, saj ne njemu a priori naklonjenimi sogovorniki. Tudi z tega vidika pač dobronameren predlog, da se čim prej tudi dejansko ne samo formalno upokoji, pa se neha ukvarjati s stvarmi, ki očitno mu dvigujejo pritisk. Ja, no in seveda zadnje vprašanje se posredno tudi dotika Milana Kučana, njegov prijatelj, on ga podpira, to je Zoran Janković, je pa seveda v Štepanjskem naselju zdaj na nek način izgubil to tožbo na upravnem sodišču. Stanovalci so se organizirali in ne samo to, zdaj oni so zahtevali trajno ukinitev plačljivega parkirnega režima, odstranitev potopnih količkov in da jim občina povrne vse izrečene in že plačane globe. To so zdaj oni zahtevali. Jasno, Zoran Janković je rekel z dvema besedama, ni govora, Ampak dobro, zanimivo je, kaj se bo zdaj izcimilo iz vsega tega. Ali to kaže na to, da pravzaprav se tudi Zoran Janković počasi približuje upokojitvi? Kaj se dogaja? To sem ravno hotel reči. Zdaj, skoraj izgleda tako, kot da ne namerava kandidirati jeseni ponovno za župana. Rekel je, da je rekel, da bo maja sporočil to svojo odločitev, tako da vsaj do maja bomo morali počakati. Po volitvah, Ja, dejansko izgleda, kot da se nekako loteva, v narekovajih loteva svoje tradicionalne volilne baze. In ta volilna baza očitno ima veliko zaupanje vanga do točke, ko jih začne udarjati po žepu, potem pa malo manj. Ampak vidite, z tega vidimo, se pravi, stanovanci Štepanjskega naselja, pa ne slabega v Štepanjskem naselju, še manj v stanovalcih, vse spoštovanje, so se angažirali in saj začasno dosegli pravico ali pa nek odlog na sodišču. Midva se pa danes praktično že ves čas pogovarjava, kako slovenska država in ne uspe doseči recimo nekaj tak približno podobnega. Tu vidimo, kjer smo. Se pravi, silijo nas s tem, ker so inštitucije šibke, ki jih načrtno še dodatno šibijo, ki jih zlorabljajo, ki postavljajo na najodgovornejša mesta nesposobne in koruptivne posameznike, ko iz ekscesov, anomalij delajo praktično mainstream politiko, da se samo organiziramo. In potem se pač dogajajo nažalost stvari, kot se dogajajo. Dobro, s tem bova končala ta vojni teden. Upajmo, da se bodo stvari malce zasukale v kakšne druge vode. In gospod Aljuš Pertinač, najlepša hvala za vaše komentarje. Prosim, hvala tudi vam. To je bil Odmev tedna. Hvala za pozornost.